Takole. Pa rešimo še tale primer, spet pomnožimo oklepaj. 5 minus 5a je 6a plus 6. To, da je a na mesto x-a, ne spremeni vloge, rešujemo popolnoma enako. A je na eno stran, se pravi minus 5a ostane od prej. Dodamo še minus 6a, je 6 ostane od prej, pa minus 5 iz druge strani. To je zdaj minus 11a je 1. Ker je tukaj le krat minus 11, pomeni, da delimo z minus 11. A je potem 1 ulomljeno z minus 11. Ulomka se da pokrajšati, zato je tole naša rešitev. Tako, pa naprej. Kaj moramo narediti? Odpraviti oklepaje. Najbolj notranjega najprej. 3 pa 1 prepišemo, plus 2x minus 2, zaklepaj je nič. Rešimo, kar se da v oklepaju, to je 3 krat 2x minus 1 je nič. Tu imamo zdaj 6x minus 3 je nič. 6x na to stran, 3 na drugo stran. Tu zdaj delimo za 6, namreč tukaj je krat 6, če hočemo to krat 6 prestaviti, se moramo deliti. Pa bom tule naprej. X je 3 ulomljeno s 6. Lahko še pokrajšamo. X je 1 polovica. Takole. Pa naslednja. Zdaj tale enačba ima pa še neke vlomke. Nič se nam ni treba prestrašiti. Je pa res, da mogoče malo neprijetno z ulomki računati, pa dajmo zdaj najprej odpraviti ulomke. Namreč, tukaj je 5 in tu je 10. Če bi celotno enačbo pomnožili z 10, kar je v bistvu skupni imenovalec vseh ulomkov, potem se zgodi kaj? Imamo takole. 2x ulomljeno s 5 krat 10 plus 2 krat 10 je 20, je 1/10 krat 10. Tako lahko potem, ko boste bolj samozavestni, že preskočite. In v bistvu se tule 5 in 10 krajšata in ostane 2. 2 krat 2x je 4x plus 20 je 10 in 10 se krajšata in ostane 1. X je na eno stran, števila na drugo. 4x je minus 19 in dobimo, delimo za 4, minus 19 četrtin. Takole. Zdaj pa še tale primer. Odpravimo oklepaje. 6x plus 6 minus 4 plus 2x je 3x plus 1. Zdaj pa združimo x pa x skupaj. Imamo zdaj 8x pa številke skupaj. 6 minus 4 je plus 2 je 3x plus 1. Super. Zdaj pa, ko imamo tako, x je na eno stran, števila na drugo, to je ta stavek znani za te enačbe, imamo 8x minus 3x je 1 minus 2 in dobimo 5x je minus 1. Ker imamo tukaj le krat 5, delimo s 5 in dobimo x je minus 1 polomljeno s 5. Takole. Kot vidite, rešitve niso vedno cele, pa to ni nič narobe. Število je število, ne. Pravzaprav imamo še zelo radi ulomke. No, ne se ustrašiti, tule piše težji primeri, mogoče sem mislila bolj drugačni, ne. Tukaj le piše razcepno enačbo. Kaj to pomeni? Ja, razcepna enačba je tista, ko se spomnite, ko ima več rešitev.
Ampak, da bi pa prišli do tega dela, da je razcepna, moramo pa najprej odpraviti vse oklepaje. Ne pozabite, tukaj imamo x plus 1 na kvadrat. In to pomeni, da moramo iti po formuli prvi na kvadrat, to je x na kvadrat, plus 2 krat prvi krat drugi, 2x plus 1. Tukaj resno pazite, da boste dali res vsakega po tej formuli. Tu pa gre vsak z vsakim, kar je x na kvadrat, plus x minus x pa minus 1. Dajmo zdaj tole malo poenostaviti. X na kvadrat plus x na kvadrat je 2x na kvadrat plus 2x. Plus 1 pa minus 1 se pa izniči. Tukaj imamo pa x na kvadrat, x minus x se izniči, pa minus 1. Zdaj dajmo pa vse na eno stran, 2x na kvadrat minus x na kvadrat plus 2x je minus 1. To se odšteje, imamo x na kvadrat plus 2x je minus 1. No in prišli smo do ene take dileme. Kaj je ta naša dilema? Naša dilema je, koliko zdaj ta x združiti, če pa ne gresta. Ne? X na kvadrat ne gre skupaj z 2x. To ni x na 3, ni 2x na 3. Ne moramo. In to smo rekli takrat, nas pa nekaj upozori na to, da je to razcepna enačba. Kasneje, ko bomo naredili tudi kvadratno enačbo, oziroma če že poznate, veste, da je to, da ima ta enačba dve rešitvi in dobimo jih z razcepom. Ampak, da bi lahko uporabili tist, da je produkt števil nič, kadar je eno izmed števil nič, moramo imeti pa na tej strani nič. Kako bi zdaj tukaj dobili nič? Nič lažjega. Ne? Pač minus enko prestavimo še na to stran. In dobimo zdaj x na kvadrat plus 2x pa plus 1 je nič. Tole lahko razcepimo po vijetu. Enkrat 1 in oba morata biti plus, da dobimo plus 2. Opala, tole sem pa jaz malo narobe. Te opravičujem. Ja, takle. 1 je nič. In zdaj pogledamo prvi izraz. Kaj moramo tu ustaviti, da dobimo nič? Ja, x plus 1 mora biti nič, kar pomeni, da je x minus 1. Tole ne, to je zdaj pomembno. Tako. Tole smo pa, če se spomnite, že prej rešili. Tako, da jo lahko kar brišemo, čestitam. Evo. Takole. Zdaj pa kaj še lahko naredimo. Tole bom jaz samo malo predstavila, da nam ne bo na poti, a prav. Zdaj zaenkrat tako ne rabimo. Zahtevano količino je treba izraziti. Včasih imamo kakšno fizikalno nalogo, kakšnokoli drugo kemijsko nalogo in imamo podano formulo in iz te formule ni nič druga treba, ko staviti noter v formulo pa izraziti količino, pa smo včasih v dilemi. Pa bomo zdaj iz prve poskusili izraziti U2. Naš cilj je, da bo na eni strani U2, vse ostalo bo pa na drugi strani. Kako se tega lotiti? Ja, na eni strani moramo imeti U2. Boljš pa je, da se še najprej znebimo ulomkov. Tole lahko križno pomnožimo. U1 krat na 2 je N1 krat U2. Zdaj pa na eni strani moramo imeti U2. Recimo na tejle. Ker imamo krat N1. To pomeni, da če hočemo N1 spraviti tja, nasprotno od množenja, je deljenje. Damo deljeno z N1 in kaj dobimo? U1 krat N2, to je še odprej. To moramo vse skupaj deliti z N1, piše tu. In nam na tej strani ostane U2. Tako. Pa poskusimo zdaj še tole s hitrostjo.
ker zmanjkuje nam prostora, bom mogla premisliti, kako bi vam tole drugič drugače zastavila. Tukaj piše, da je treba izraziti A. Mogoče, da nam bo lažje, obrnemo enačbo. Vse, kar je na desni, dajmo na levo. V0 plus A krat T je enako V. V0 prestavimo na to stran. Zakaj? Ker želimo na tej strani imeti samo A. Se pravi, ostane A T je V minus V0. Zdaj pa, ker imamo A krat T, potem moramo na obeh straneh deliti s T, da se znebimo T na levi strani. V minus V0 ostane in vse, kar je bilo na tej strani, preprosto delimo s T. In tukaj imamo A. Kako bi ga vstavili? Vstavili bi vse znane količine, pa bi ga zračunali. Nič lažjega, kaj ne? Takole. Pa še zadnjo enačbo, pa M2. Ta je pa mogoče malo težja, bom se malo več prostora tule naredila. Takle, naredom. M2. Zdaj, da bi imeli samostojen M2, moramo najprej odpraviti oklepaje. To je G krat M1 plus G krat M2. Mogoče vam bo lažje, da enačbo spet obrnemo. To pravi G krat M1 plus G krat M2 je N. Enako smo ohranili, ne? Saj se strinjate, že prej je bilo enako, zdaj smo samo obrnili. GN. Ok. Tako. Zdaj pa ta del je potrebno prestaviti na drugo stran. Ker je prištet, ga moramo odšteti na drugi strani. In imamo zdaj G krat M2 je N minus G krat M2. Kaj moramo še zdaj narediti? Tukaj imamo krat G in če hočemo dati na drugo stran, moramo deliti z G. In dobimo M2 je N minus G krat M2, vse skupaj vlomljeno z G. In smo izrazili tudi M2. Tako, zdaj vas pa čaka samo še samostojno delo.